Tjaša Fifer je uspešno odpeljala zadnjo dirko sezone svetovnega prvenstva v vzdržljivostnem motociklizmu. Voznice in vozniki triala v državnem prvenstvu Slovenije so imeli v Lukovici zadnjo dirko sezone. V Debrecenu na Madžarskem je bila na sporedu tretja dirka državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu. Slovenska reprezentanca, sestavljena iz članov AMZS in AŠ 2005, je prvič sodelovala na FIA motoršportnih igrah. Motošportni dnevi so se tudi letos izkazali za zadetek v polno. Na njih je poleti sodelovalo več kot 230 otrok. Čopal je bil prizorišče četrte dirke svetovnega prvenstva v vzdržljivostnem motociklizmu za ženske. Na zahtevni preizkušnji, zadnji v letu 2022 za svetovno prvenstvo žensk, se je z licenco AMZS preizkusila tudi Tjaša Fifer. 25-letna članica Avtomoto društva iz Lukovice je letos med žensko elito sicer že vozila. Na prvi dirki sezone v Lalinu v Španiji pa jo je zaustavila poškodba. Na vzhodu Nemčije pa se ji je tokrat vse izteklo po načrtih. Odrezala se je zelo dobro, čeprav so bile v soboto in nedeljo razmere za tekmovanje izjemno težke in zahtevne. Na petkovem prologu je v soju žarometov pred številnim občinstvom zasedla 7. mesto. V soboto in nedeljo pa si je nato privozila 2 8. mesti, kar ji je prineslo 16 točk. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo je z 20 točkami tekmovanje končala na 13. mestu. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Zadnja dirka državnega prvenstva v trialu je potekala v Lukovici. Prvotno je bila načrtovana v Idriji, a so jo v zadnjem hipu prestavili na poligon Avtokveder. Namreč izvedba v dežju v Idriji bi bila dejansko nemogoča zaradi samega terena, tako da v parih dneh je bilo potrebno pripraviti progo tule v Lukovici in res še enkrat zahvala članom Avtomoto društva Lukovica, da so pripomogli k izvedbi te zadnje dirke državnega prvenstva. Je Marjan Kveder res rešil situacijo, glede na to, da so uspeli predstaviti dirko iz Idrije v Lukovici, ker je pač teren precej bolj primeren glede na vreme. V zelo kratkem času so s člani AMTK Koper pripravili 5 sekcij, ki so jih voznice in vozniki privozili 5-krat. Odločitev o prestavitvi je bila več kot upravičena, kar se je izkazalo danes. Namreč v Lukovici je precej kasneje pričelo deževati, tako da smo uspeli tekmovanje izpeljati v celoti. V bistvu sekcije so bile lih za mokro podlago postavljene, tako da je bilo primerno danes vremenski napovedi. V rdeči kategoriji T1 je bil znova razred zase Severin Sajevec. Najboljši slovenski voznik triala zadnjih nekaj let je vnovič potrdil primat ter si privozil nov naslov državnega prvaka v absolutni konkurenci DP Trial. Mislim, sezona je bila uspešna zame, odpeljal sem v bistvu vse dirke z 100% izkupičkom, tako da v bistvu jaz sem res zadovoljen. V modri kategoriji T2 je bilo tokrat zelo napeto in negotovo vse do zadnjega kroga. Med prvimi 4 je bila med vsakim le točka razlike, zmagal pa je Borut Vipotnik. Zelo presenečen, živi današnji tekmi, predvsem pa ta rezultat te točke, po katerih smo bili zelo blizu, me je zelo presenetil. Drugi je bil Kyle Milne, ki je tako osvojil tudi drugo mesto v konkurenci DP Trial. I knew it was going to be really tight with me and Borut and Clemen and Luca because I was watching all of us. But I had a good time, made some silly mistakes, but was pretty happy with how I rode. Tretje mesto v modri konkurenci na dirki je pripadlo Klemnu Setnikarju, ki je zasedel tretje mesto tudi v absolutni konkurenci DP Trial.
Četrti na dirki je bil Luka Ožbolt, ki vseeno ni bil slabe volje. Med mladinci si je namreč zagotovil naslov državnega prvaka. Smo bili pa vsi skupaj za spikami, v bistvu ena pika zamika, ne? Tako da je pa, ne vem, tu je pa vsakmu ena sekcija bila bolj všeč, ne vem. Drugi med mladinci je v skupnem seštevku Jernej Žvan, ki je na dirki zasedel drugo mesto v rumeni kategoriji T3. Danes je bila super tekma, sekcij je bilo sicer 5, ne 6, kot je bilo v prvo mišljen, ampak postavljeno je bilo pa super, tako da je bilo res dobro. Zmago v rumeni kategoriji si je privozil mladi Lovro Setnikar, ki iz tekme v tekmo napreduje in kaže, da trdi treningi nikakor niso zaman. Sekcije niso bile ravno težke, je pa potem bilo malo spremembe, ko je začel dež padati in je bilo malo težje. Tretji na dirki v rumeni kategoriji je bil tokrat Mirko Mežek. Zmago na dirki si je mladi Setnikar zagotovil tudi naslov državnega prvaka med otroki. Ocenil bi tako, da je bilo tudi pač to ključno, da sem zelo veliko treniral in potem sem se na tekmah zelo potrudil. V beli kategoriji T4 je bil najboljši v Lukovici še en mladi up slovenskega triala, Svit Sajevec. Sekcije so bile po moje zaradi dežja malo težji, sam je šlo pa v redu. Tako v redu, da mu je to prineslo tudi drugo mesto v državnem prvenstvu med otroki. Tretji na dirki v beli kategoriji je bil tokrat debitant na preizkušnjah za državno prvenstvo, Nejc Setnikar. Med ženskami je bila najboljša Ines Pezič-Pregrad. Po enoletni odsotnosti s trial tekmovanj zaradi materinskih dolžnosti je potrdila naslov najboljše trial voznice v Sloveniji, čeprav je sezono začela v beli kategoriji. Potem pa z nekaj treninga na predzadnji dirki prestopila v rumeno kategorijo, kjer sem nastopala tudi danes, pa da se pohvalim še z novim motociklom, s katerim je res lažje. Drugo mesto na dirki je osvojila Nina Berlič, tretje pa Jasna Hribar. Za državno prvakinjo sta v skupnem seštevku na mestih 2 in 3 pristali hrvaška voznica Martina Cvitković in Nina Mežek. Debrecen na Madžarskem je bil gostitelj tretje dirke državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu, ki ga AMZS letos organizira skupaj z Madžarsko motošportno zvezo. Ovalna steza je postregla z vrsto zanimivih voženj. Že kar v prvi sta se merila Nik Škorja in Matic Ivačič. Obračun je dobil slednji, ki je dal vsem odločen signal, da ga tokrat zanima samo končna zmaga. V rednem delu je Ivačič nanizal še 4 prva mesta, enako kot Škorja, kar je slovenskima voznikoma prineslo prvo in drugo mesto, ki sta neposredno vodili v finalno vožnjo. Steza je bila težka, enostavno, bila je za vse enaka, borili smo se. Tekmovanje je zelo dobro z zmago začel tudi Miran Praznik, ki pa je nato do konca zbral le še 3 točke. Anže Grmek se je vse skozi vztrajno boril s tekmeci, četudi mu je malce nagajal motor, ki ga je med dirko tudi zamenjal. Prišel je do dodatne vožnje za preboj v finale, a je tu obstal na 3. mestu. V uteho mu je ostala najvišja stopnička na odru za zmagovalce med mladinci. Drugi je bil Madžar Denis Fazekaš, tretja pa Nemka Selina Libman. V finalu je Škorja štartal najbolje in do 3. kroga je kazalo, da bo prvi prepeljal ciljno črto. Vendar Ivačič je bil nepopustljiv in ga je prehitel, ter si privozil pomembno zmago. Imel sem dobre štarte v zadnji rundi, v finalni sem majčkeno zamočil na štartu, ampak sem pa med vožnjo rešil, tako da super, vesel sem, da sem zmagal. Na drugem mestu na zmagovalnem odru je stal Škorja, tretji pa je bil Poljak Oskar Bober.
Ker je odpadla zadnja dirka sezone, ki je bila predvidena v Nadži Halašu, je Ivačič osvojil tudi naslov državnega prvaka med člani. Med mladinci pa je državni prvak Grmek. V okviru spremljevalnega programa so se na 250 kubičnih motociklih pomerili tudi mladi upi Speedwaya. Največ je spet pokazal Sven Cerjak. Na začetku sem imel malo problemov, pa pač šlo vse lepo naprej. V prvi vožnji je Cerjaka premagal domači adut Zoltan Lovaš. Ja, bilo veliko težje, malo bolj se je bilo treba boriti, da sem ga prehitil, ampak je šlo. Cerjak je imel konkurenta tudi v društvenih kolegih, Gregorju Zorku in Tilnu Bračku. Se družimo, poznamo, pa malo tudi se borimo zmes. Bračko je na koncu pristal na 3. mestu. Prve runde so bile v redu, potem se je začela proga odpirati in je postalo stalno bolj težko. Važno je, ko smo vsi celi. Upam, da bo tako dalek, da bomo stalno boljši. 4. mesto pa je tokrat zasedel Zorko. Marseille v Franciji je gostil 3. FIA motoršportne igre, na katerih je sodelovala tudi reprezentanca Slovenije, sestavljena iz članov AMZS in AŠ 2005. 4 tekmovalce je vodil Domen Jerančič. This is Slovenia's first appearance at the FIA Motorsport Games and they are focusing on 3 disciplines. They will compete in autoslalom and in karting sprint. They are represented by Alexander Begonovic, while Jörg Clemens will fly the flag in Fanatec eSports. Jugu je preboj v finale ušel za las v repesažu, v katerem je osvojil 14. mesto. V avtoslalomu pa sta tekmovala Nejc Trček in Rebeka Kobal. Naredila sem si popis prohe, tako da očitno ne morem svoje kože. Bomo videli. Spil sem en stožec, tako da sem dobil 3 sekunde kazni. Na koncu je bil vsem 6. mesto, kar mi je seveda dober rezultat za prvič v taki konkurenci. Na žalost se nama zaradi včerajšnjega pometka ni uspelo uvrstiti naprej, ampak mislim, da smo vseeno danes popravili rezultat. Tekmovanje sta končala na 24. mestu. Vnovič pa se je imenitno izkazal Aleksandar Bogunović. Na ceremoniji sem dobil čast, da sem mahal zastavo, ko so predstavljali Slovenijo in bil zelo zanimivo. Zanimivo pa je bilo tudi na sloviti stezi dirkališča Paul Ricard, kjer je Bogunović znova dokazal, da sodi med vrstniki med najboljše na svetu. Pošteno je, vsi imamo enake kartinge in enake motorje, tako da tukaj se res vidi, kjer voznik je najboljši. To je pomenilo, da je vsak lahko pokazal, kaj zna in zmore. Ja, zdaj grem na mojo 3. in zadnjo dirko, mislim kvalifikacijsko dirko tega vikenda. Bogunović se je zanesljivo prebil do finalne vožnje. Startal sem iz 7. pozicije in po dolgi dirki zelo naporni, veliko boja in prebivanja naprej. Dobro sem se znajdel na štartu, ker je bilo par nesreč in tudi na sred dirke med borbo sem se dobro znajdel, sem končal 5. 5. mesto Bogunovića je lep dosežek in visoko postavljena letvica za prihodnje generacije, ki bodo zastopale Slovenijo na teh igrah. Motošportni dnevi za otroke so med poletjem postali stalnica. AMZS jih je pripravil tudi letos, in sicer v AMZS centru kartinga in motošporta v Slovenji vasi, v AMZS centru varne vožnje na Vranskem in na poligonu društva Gasvrtejba v Vrtojbi. Poznamo boste panoge motošporta, in sicer motocross, trial, karting in pa minimoto. Otroci so na vseh 9 motošportnih dnevih vselej z velikim zanimanjem vpijali vse, kar jim bo zelo prav prišlo tudi v vsakdanjem življenju. Super, ampak pri kartingu najpomembnejša oprema
Je tako kot druge? Čelada, ja. Kaj je vedno najbolj pomembno, preden se usedemo na motor? Tako, brez čelade in to zapete, nikoli ne gremo na motor, ne? In pa na motocrollu se pridejo noter še očala. Ta čelada pa nima očala, ima pa kar že vizir vgrajen gor na čelado. In to nam ščiti pred mušicami in pa kakšnimi kamnički. Jaz sem tudi otroke, približno stare kot ste vi, in pustim, da delajo vse vragolije, da skačejo, ampak čelada mora biti vedno nagrajena, okej? Največja dodana vrednost motošportnih dni v izvedbi Avtomoto zveze Slovenije je v tem, da lahko otroci spoznajo motošportne panoge brez večjega vložka strani staršev, kar pomeni, ni treba kupiti motorjev ali kartinga, ni potrebno kupiti zaščitne opreme, vse namreč otroci dobijo tule. Otroci so bili zelo dojemljivi in hitro učljivi. Da brez zaščitne opreme ne gre, je slišal in zdaj ve vsak. Recimo, če se zaletiš, se tvoja glava zelo premakne in če imaš takle ščitne kupone na to, ti pol glava ne more toliko premakniti. Podučimo jih, da je zaščitna oprema pomembna tudi pri vožnji kolesa, skiroja, ne samo, če se vozijo z motorjem. Otroci so si dobro zapomnili, kaj potrebuješ, če želiš voziti motor ali gokart. Da si nadanemo čelado in opremo, potem šele lahko vozimo. Moraš imeti čelado, ščitnice, rokavice. Moraš imeti opremo, ščitnike, čelado. To jemljejo pa zelo resno, zato ker vsako stvar, ki jim predstavimo, točno vejo zakaj. Pred ovinkom zabremzaš, pa spustiš malo gas, pa zaviješ. Učenje in vožnje z različnimi motorji in v gokartu so otroke navdušile. Gremo na gokart, prav? Ja, jaz grem prvi, so mi tako rekli. Sama udeležba ne zahteva nekega predznanja. Dobrodošlo mogoče znanje vožnje s poganjavčkom, da ima otrok malce ravnotežja, to je pa tudi vse. Prvo sem bil na minimoto, pa na gokartu, zdaj pa na krosu. Prvo smo šli na trial in sem prvič šla na njega. Najbolj mi je bilo na minimotu, zato ker smo šli hitro in na krosku, zato ker smo lahko delali ovire. Najbolj všeč mi je bilo pri krosaru, zato ker je ful hiter in ker lahko sediš in ker je ful lažje. Najbolj mi je bilo ovinki. Težko pa ni bilo nič prav. Velika večina udeležencev motošportnih dni je popolnih začetnikov, niti nimajo nobenih izkušenj z vožnjo motorja in vesel sem, ko lahko potrdim, da dejansko vsi so potem tudi speljali, se pravi niso imeli težav z vožnjo ali motorja ali kartinga. Vsi otroci so zadovoljni, tako da mislim, da je to smisel tega, da se imamo fajn, pa da se veliko novega naučijo otroci. Zdaj je to. Kako se je bilo dobro peljati lan? Se je bilo vroče peljati? Ne. Toplo? Ne, Ste se imeli lepo na minimotu? Ja. Vsi so radovedno sledili navodilom in so se znali prilagoditi zahtevam v posamezni panogi. Prvo sem šla sedeti, potem pa, ko sem dobila ravnotežje, sem se ustala. Paziti moraš na ravnotežje in ko zaviješ pri minimotu se moraš še malo nagniti. Mogoče kakšen gas bremza ni lih razumel v prvo, ampak smo mu vsega naučili, tako da je odšel danes domov z dodatnim znanjem iz kartinga in iz ostalih panog. Čez ovire si se peljal ali si jih obvozil, kako gre po progi? Sem se peljal in je bilo tudi dobro. Jaz mislim, da je vsak nasmešek otroka nekaj posebnega, pa ne glede na to, ali je ta nasmešek od premaganega strahu ali pa od premagane ovire. Bom še šla na motošportni dan. In nasmeškov, veselih ter zadovoljnih otrok je bilo letos več kot 230. Sicer pa za vse informacije vabljeni na spletno stran Avtomoto zveze Slovenije. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva.